Naslednji korak je pa, da nas spoznajo. Zdaj, že večkrat sem poudarila, na socialnih omrežjih so to, bom rekla, pozornost večkrat deljena. Ljudje preskrolajo pol ure objav, šepajoš. Mislim, skratka, so nas nekje zaznali, so nekaj izvedeli od nas oziroma so nekaj videli. Zdaj pa fino je, da tistim ljudem, ki jih zanima nekaj več, ki so morda na tej poti, kjer naša rešitev pride prav, da spoznajo našo filozofijo in tisto našo edinstvenost oziroma unikatnost. Zdaj, kako to naredimo, čisto praktično povedano, naredimo nek promocijski oziroma predstavitveni, nek spoznavni, uvodni, kakorkoli mu že rečemo, program. Tudi jaz, mimogrede, sem že povabila v tem videu, da greš lahko v moj brezplačen uvodni program, kjer grem strukturirano čez vse te zadeve, pri katerih seveda pomagam, zato da ozavestam vse stvari, ki jih mogoče še ne veš, da jih ne veš, in pa da se v bistvu pravzaprav tudi večkrat bolj spoznava, da vidiš, če ti moja filozofija ustreza. Tukaj je predvsem pomembno pri tipih vsebine, kjer mogoče prenašate na trg neke novosti, neke nove trende, neke drugačne načine razmišljanja, drugačne načine delovanja, je tukaj še toliko bolj pomembno, da ljudje grejo čez en tak spoznavni proces, ker jim včasih ni raven točen jasen, zakaj se pravzaprav gre, in se včasih ne odločijo za nakup naprej, zato ker pravzaprav ne vejo, kaj pričakovati. Tako da ni to, jaz se tukaj včasih pohecam, nekateri hoče to zapakirati šele v online programe, ampak v resnici ne. V online programih moramo biti mi že praktični, pa učiti ljudi že reševati probleme oziroma uresničevati vizije, medtem ko v teh spoznavnih programih jih pa peljemo torej čez te naše procese.